Zdaj, ena stvar, ki opažam še tudi pri svojih pacientkah, je en tak čist psihološki učinek po ločitvi. Namreč sem zelo zagovornica, da ko se ti ločiš, se ločiš, in da je priimek možev ostanek neke zveze, nekega stanja, ki ga ni več. Tako da opažam pri pacientkah, ki se odločijo za ta korak, da pač prevzamejo dekliški priimek nazaj, mi povejo, da so kot osvobojene, da dihajo bolj s polnimi pljuči, da se počutijo spet kot jaz na ta način. Koliko pa je teh, sicer ne vem, če imate podatek o tem, koliko je dejansko teh sprememb potem na staro stanje, na dekliško stanje? Koliko je tega pravzaprav ne vem, ker moja misija se zaključi takrat, ko dobim štempelj pravnomočno. Kaj potem ljudje od tam naprej počnejo, običajno nimam informacij, razen če se čez čas spet znajdejo v kakšnem postopku. Sicer pa jaz svoje stranke opozarjam na to, da če so spremenile priimek ob poroki, ga ob razvezi lahko ponovno spremenijo in tukaj so celo privilegirane pri tem, da ga takse prosto spremenijo. Pa sem opazila, da to ni tako zanemarljiv faktor.